Kajenju tobaka pripisujemo veliko breme bolezni in prezgodnjih smrti, pomemben vpliv na neenakosti v zdravju ter velike stroške za posameznika, zdravstveni sektor in družbo. Brezdimni tobačni izdelki, ogrevani tobačni izdelki in elektronske cigarete, tako kot tobačni izdelki za kajenje, povzročajo zasvojenost in škodujejo zdravju. Nikotin je sestavina tovrstnih tobačnih in povezanih izdelkov, ki vpliva na možgane in povzroča zasvojenost. Nikotin je prisoten ne le v klasičnih tobačnih izdelkih, pač pa tudi v novejših izdelkih ter izdelkih, ki v Sloveniji v zadnjem času postajajo popularnejši. V teh izdelkih so lahko prisotne zelo velike količine nikotina. Danes je z nami specialistka javnega zdravja, Helena Koprivnikar, doktorica medicine, s katero bova govorili o elektronskih cigaretih in drugih novejših izdelkih s tobakom ali nikotinom. Pozdravljeni! Poznamo 3 novejše vrste izdelkov s tobakom ali z nikotinom: elektronske cigarete, ogrevane tobačne izdelke in nikotinske vrečke. Lahko morda poveste nekaj več o elektronskih cigaretih in o kratkoročnih in dolgoročnih posledicah, ki jih imajo? Elektronske cigarete so izdelki, ki segrevajo posebno tekočino, pri čemer nastaja aerosol, ki ga vdihuje uporabnik. Elektronske cigarete ne vsebujejo tobaka. Glavne sestavine tekočine so nikotin, vlažilci, arome in voda. Manjši delež tekočin tudi ne vsebuje nikotina, vendar je takih elektronskih cigaret zelo malo. Elektronske cigarete so znane tudi pod različnimi drugimi imeni, naprimer e-cigareta, vape, pod, mod, puff, bar, osebni uparjalnik in še mnogimi drugimi imeni. Aerosol elektronskih cigaret vsebuje znatne ravni zdravju škodljivih snovi, to so nikotin, rakotvorne snovi, težke kovine, majhni delci in druge zdravju škodljive kemične snovi. Naj povem, da za vlažilce in arome še ni ustrezno raziskano, kakšni so njihovi učinki na zdravje pri dolgoročnem vdihavanju. Elektronske cigarete torej izpostavijo uporabnike znatnim ravnem zdravju škodljivih snovi. Učinki na zdravje pri dolgoročni uporabi teh izdelkov še niti niso ustrezno raziskani, saj so ti izdelki na trgu še prekratek čas, a dostopni podatki potrjujejo, da dolgoročna uporaba elektronskih cigaret predstavlja zvišanje tveganja za bolezni srca in žilja, bolezni dihal, verjetno tudi rakava obolenja. Številne škodljive učinke na zdravje pa ima že kratkoročna uporaba teh izdelkov. Poleg draženja ust in grla, kašlja, suhih ust, slabosti in glavobola so to še zasvojenost z nikotinom, epileptični napadi, različne vrste pljučnic in akutne kemične poškodbe pljuč. V letu 2019 je zaradi akutnih kemičnih poškodb pljuč povezanih z uporabo elektronskih cigaret v Združenih državah Amerike zbolelo nekaj tisoč ljudi, predvsem mladih, zabeležili so tudi številne smrti in težke posledice na dihalih pri preživelih. O tovrstnih primerih poročajo iz različnih držav še danes. Pri uporabi elektronskih cigaret so možne tudi namerne ali nenamerne zastrupitve z nikotinom, ki je zelo strupena snov, ter poškodbe in opekline, predvsem pri izdelkih slabše kakovosti, saj ti lahko zagorijo ali eksplodirajo. Mladostniki, ki uporabljajo elektronske cigarete, pa več kašljajo in piskajo pri dihanju, kolikor imajo astmo, pa izkusijo pogostejša poslabšanja te bolezni. Hvala. Elektronske cigarete se promovirajo tudi kot izdelki za opuščanje kajenja, pa to res drži? Elektronske cigarete niso vrsta pomoči pri opuščanju kajenja. Namreč trenutno je na voljo premalo podatkov in kvalitetnih raziskav na to temo, da bi lahko delali take zaključke osnovane na dokazih, poleg tega pa tudi še ne poznamo škodljivih učinkov dolgoročne uporabe elektronskih cigaret na zdravje. Zato na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje priporočamo preizkušene in varne, registrirane in nadzorovane vrste medikamentozne pomoči pri opustitvi kajenja, to je nikotinsko nadomestno zdravljenje, ki je na voljo v lekarnah, in pa zdravila na recept, ki jih predpiše zdravnik. Za vse, ki želijo opustiti kajenje tobačnih izdelkov ali pa uporabo novejših izdelkov s tobakom ali nikotinom, pa so v Sloveniji na voljo tudi še druge vrste pomoči. V zdravstvenih domovih po Sloveniji strokovnjaki v zdravstveno-vzgojnih centrih oziroma centrih za krepitev zdravja izvajajo skupinske delavnice in individualno svetovanje,
V okviru Nacionalnega inštituta za javno zdravje pa deluje tudi brezplačna anonimna telefonska številka 080 2777, na kateri lahko vsakdo pridobi potrebne informacije o opuščanju oziroma se tudi dogovori za pomoč pri opuščanju preko telefona. Telefon deluje vsak dan, tudi med vikendi in prazniki, med 7 in 10 uro ter med 17 in 20 uro. Tudi ogrevani tobačni izdelki so vse bolj popularni. Lahko poveste morda nekaj več značilnosti tudi o njih in o učinkih, ki jih imajo na naše zdravje? Pri ogrevanih tobačnih izdelkih uporabnik vstavi posebej oblikovano krajšo cigareto, ki vsebuje tobak v napravo z baterijami. Ta naprava to cigaretko segreje, pri čemer nastane aerosol, ki ga uporabnik vdihava. Uporabnik je pri tem izpostavljen znatnim količinam zdravju škodljivih snovi, ki so v tobačnem dimu in takim, ki jih v tobačnem dimu ni. Nekatere snovi v aerosolu ogrevanih tobačnih izdelkov so v nižjih ravneh kot v tobačnem dimu, številne pa tudi v višjih ravneh. Uporabniki ogrevanih tobačnih izdelkov so izpostavljeni tudi podobnim količinam nikotina kot pri kajenju cigaret. Učinki na zdravje pri dolgoročni uporabi ogrevanih tobačnih izdelkov še niso ustrezno raziskani, saj tudi ti izdelki so na trgu še prekratek čas. Glede na dostopne podatke pa ni možno trditi, da so ogrevani tobačni izdelki manj škodljivi kot kajenje cigaret. Pri nikotinskih vrečkah gre za nekoliko drugačne izdelke z nikotinom. Lahko mogoče več o njih poveste oziroma o značilnostih, tudi o zdravju škodljivih posledicah, ki jih imajo? Nikotinske vrečke pa so majhne bele vrečke, ki vsebujejo nikotin, arome, različna umetna sladila in polnila, v njih pa ni tobaka. Namenjene so uporabi v ustih in sicer se jih namesti med zgornjo ustnico in dlesen, od koder nikotin in druge snovi preidejo v kri preko sluznice. Uporaba teh izdelkov lahko povzroči zasvojenost z nikotinom. Uporabnik je namreč izpostavljen podobnim ravnem nikotina kot pri kajenju cigaret, pri nikotinskih vrečkah z visokimi ravnmi nikotina pa lahko tudi precej višjim ravnem nikotina kot pri kajenju cigaret. Učinki dolgoročne uporabe nikotinskih vrečk na zdravje tudi še niso ustrezno raziskani, prav tako so ti izdelki na trgu še prekratek čas, poznamo pa posamezne škodljive učinke njihove kratkoročne uporabe, to so predvsem lokalno draženje ustne sluznice, vrtoglavica, slabost, pospešen ali pa nereden srčni utrip, zvišan krvni tlak. Kar nekaj negativnih učinkov tudi takih izdelkov, ne? Predvsem med mladimi pa športniki je postala popularna tudi uporaba snusa oziroma fug, znanih tudi pod imenom tobak za uporabo v ustih ali tobak za žvečenje. Kaj pa vemo o teh posledicah? Snus ali fuge, ki so znane tudi pod imenoma tobak za žvečenje ali pa tobak za uporabo v ustih, so tudi v obliki majhnih vrečk, ki pa vsebujejo tobak. Prav tako se jih namesti med zgornjo ustnico in dlesen, od koder nikotin in druge snovi iz tobaka potem preidejo v kri preko sluznice. Uporaba teh izdelkov prav tako zaradi vsebnosti nikotina lahko povzroči zasvojenost. Uporabnik je pravzaprav izpostavljen podobnim ravnem nikotina kot pri kajenju cigaret, lahko tudi višjim. Poleg zasvojenosti z nikotinom so posledice uporabe teh izdelkov poškodbe ustne sluznice, potem različne bolezni dlesni, recimo vnetje, tudi odmik dlesni od zob, karies, izguba zob, potem predrakave spremembe v ustni votlini in rak ustne votline, rak požiralnika in trebušne slinavke, srčni infarkt in možganska kap s smrtnim izidom ter sladkorna bolezen tipa 2. Nosečnosti predstavlja tako kot pravzaprav uporaba vseh izdelkov z nikotinom, to še posebno tveganje, in sicer tveganje za prezgodnji porod ali pa zastoj rasti ploda oziroma nizko porodno težo novorojenčka. Nikotin je torej pomembna sestavina tovrstnih tobačnih in povezanih izdelkov, ki vpliva v bistvu tudi na možgane in povzroča zasvojenost. Kakšni pa so znaki zasvojenosti z nikotinom? Pri zasvojenosti z nikotinom je prisotna močna želja po ponovni uporabi izdelka z nikotinom in uporaba se nadaljuje, če tudi oseba ve, da je to zdravju škodljivo ali pa morda že ima zdravstvene težave in če tudi mu uporaba povzroča težave v družini, šoli, med prijatelji in pri delu. Ni sposobna prekiniti uporabe izdelka z nikotinom, tudi če si to močno želi. Ko v telesu ni zadosti nikotina, se pojavijo tako imenovani utegnitveni znaki, ki so neprijetni
in se jim oseba izogne tako, da ponovno uporabi izdelek z nikotinom. Ti utegnitveni znaki so na primer glavobol, tesnoba, razdražljivost, potenje, nemirnost, utrujenost, nespečnost, depresivno razpoloženje, potem želja po hrani in, tako kot sem že rekla, intenzivna želja po ponovni uporabi izdelka z nikotinom. Omenjene izdelke v višjih odstotkih uporabljajo mladi kot odrasli. Kateri so pa tisti najpogostejši dejavniki, ki vplivajo na sam začetek uporabe tobačnih izdelkov? Na začetek uporabe tobačnih in različnih izdelkov z nikotinom med mladostniki vplivajo zelo različni dejavniki, številni dejavniki, najprej njegove individualne značilnosti. Poleg tega so pomembne značilnosti njegovega ožjega družbenega okolja, to so družina, vrstniki, šolsko okolje in ožji bivanjski okoliš. Predvsem je pomembno, koliko pomembnih oseb v mladostnikovem življenju uporablja te izdelke in več kot jih je, višja je verjetnost, da bo tudi sam posegal po njih. Tudi značilnosti širšega družbenega okolja vplivajo na mladostnike in sicer predvsem, kako uspešno država z zakonodajo in drugimi programi ustvarja okolje brez namigov za uporabo teh izdelkov, po drugi strani pa tudi, kako izvaja promocijo svojih izdelkov industrija. Potrebno je poudariti, da so tobačni izdelki in izdelki z nikotinom zasnovani in izdelani tako, da so čim bolj privlačni za otroke, mladostnike in mlade. Še posebej pomembne so pri tem številne privlačne in raznolike arome, ki so najpogostejši ali pa eden najpogostejših razlogov za poskušanje, začetek uporabe in uporabo teh izdelkov. Arome so med mladostniki in mladimi odraslimi povezane tudi s pozitivnejšimi zaznavami teh izdelkov, zaznavami, da so manj tvegani oziroma škodljivi za zdravje, zmanjšajo pa tudi neprijetne učinke nikotina ob vdihavanju aerosola, to so ostrina in grenkoba, in tako še dodatno povečajo privlačnost teh izdelkov. Poleg tega se vrši agresivna promocija teh izdelkov v različnih medijih in na družbenih omrežjih. Drugi razlogi za uporabo so še nove tehnologije, ki so privlačne mladostnikom, modni, zanimivejši izdelki, njihova večja družbena sprejemljivost, kot so recimo sprejemljivi izdelki, tobačni izdelki za kajenje, in pa zmotna prepričanja o varnosti. Pogosto jih pa mladostniki tudi uporabljajo, ko se družijo in jih seveda tudi to privlači. Zakaj pa je uporaba izdelkov z nikotinom pri mladostnikih še posebej tvegana? Ja, uporaba izdelkov z nikotinom je pri mladostnikih res povezana s pomembnimi tveganji. Nikotin uporabnike zasvoji, je močno zasvojljiva snov, podobno kot heroin in kokain, in to pomeni, da bodo redni uporabniki oziroma kupci teh izdelkov. Pri mladostnikih pa velja naslednje. Mladostniki so zelo in bolj kot odrasli dovzetni za zasvojenost z nikotinom. In mlajši, ko je posameznik ob začetku uporabe nikotina, bolj verjetno bo postal zasvojen in bolj bo zasvojen. Mladostništvo je obenem tudi ključno obdobje za razvoj možganov, ti se razvijajo še do približno 25. leta starosti. Izpostavljenost nikotinu v času intenzivnega razvoja možganov moti razvoj možganskih omrežij in lahko privede do trajnih škodljivih učinkov na kognitivne, to so torej miselne sposobnosti, do motenj v delovnem spominu, pozornosti, razpoloženju, zaznavanju zvoka, lahko privede do zvečane impulzivnosti ali tesnobnosti ter višjega tveganja za uporabo drugih drog. Poleg tega uporaba tobačnih izdelkov za uporabo v ustih, torej snusa, fug oziroma imenujemo jih tudi tobak za žvečenje, in pa elektronskih cigaret pri mladostnikih močno poveča tveganje, da bodo začeli kaditi tudi klasične tobačne cigarete oziroma dejansko postali kadilci teh izdelkov. Zdaj, prepoznavanje uporabe novih tobačnih izdelkov je tudi strani staršev vedno teže. Kaj so lahko nekateri znaki uporabe elektronskih cigaret pri mladostnikih oziroma izdelkov z nikotinom? No, nekih specifičnih znakov, ki bi kazali na uporabo teh izdelkov, ni. Nanje lahko starši pomislimo pri spremembah, kot so sladki sadni vonji, potem kašelj brez očitnega razloga, odkašljevanje oziroma čiščenje grla, težave pri dihanju, povečana razdražljivost, suhe oči, suha koža, nihanje razpoloženja, potem suha usta in povečana žeja, tudi krvavitve iz nosu in dlesni, rane v ustih, slabost, glavobol, pospešeno bitje srca.
In še posebej lahko pomislimo na uporabo teh izdelkov, če se ti znaki recimo pojavijo nenadoma in brez drugega očitnega razloga. Kako pa lahko starši pripomorejo k preprečevanju in zmanjševanju njihove uporabe? Starši lahko naredimo zelo veliko. Vse od rojstva je pomembno spodbujanje in omogočanje zdravih izbir oziroma načina življenja ter krepitev varovalnih dejavnikov, kar pomeni kakovostno preživljanje prostega časa, telesna dejavnost, dobro duševno zdravje. Otroke moramo naučiti veščin, ki jih bodo odvrnile od poseganja po teh izdelkih, kar velja tudi za druga tvegana vedenja pravzaprav. To so veščine odločanja, sproščanja, asertivnosti, tudi kako zavrniti vrstnika, ki mu ponuja izdelek z nikotinom, in številne druge veščine so še pomembne. Ključno je, da se z njim pogovarjamo, da mu razkrivamo vpliv številnih dejavnikov na začetek uporabe, tudi medijev in družbenih omrežij ter manipulativne prakse industrije. Pomembno je, da imajo zadosti znanja o zasvojenosti in izdelkih, seveda starosti primerno, predvsem so zanje pomembne informacije o kratkoročnih posledicah za zdravje, saj mladostnika ne zanima, kaj se bo zgodilo čez desetletja. Pomembno je razbijanje mitov, ki jih imajo v teh izdelkih. Pri tem je ključno, da uporabljamo verodostojne vire za te informacije, torej tiste, ki niso podprti strani industrije, prodajalcev ali pa drugih z različnimi finančnimi interesi glede teh izdelkov. Pomembno je oblikovanje odgovornega odnosa in stališč. Starši moramo jasno izraziti svoje stališče, da ni sprejemljive meje uporabe, niti eksperimentiranje ni sprejemljivo. Ob tem moramo biti tudi sami zgled z neuporabo izdelkov. Mladostniki tudi pogosto mislijo, da te izdelke uporablja večina vrstnikov in odraslih in potrebno jim je predstaviti, da gre za manjšino. Pogovor o teh temah starši začnemo že zgodaj, starosti prilagojeno seveda, ob tem pa ohranjamo in spodbujamo pozitiven odnos z mladostnikom. Ključno je, da se zanj zanimamo in vemo, kaj se z njim dogaja, s kom se druži, kaj počne po šoli, kakšno družbo ima, kaj spremlja in dela na spletu, družbenih omrežjih in da seveda ustrezno ukrepamo. Nenazadnje pa so zelo pomembna tudi pravila za domače bivanjsko okolje brez tobačnih in sorodnih izdelkov, ki se dosledno izvajajo, tudi v primeru obiskov. Kje pa poiskati pomoč oziroma kam se obrniti, če je otrok oziroma mladostnik zasvojen z nikotinom? Sistem obravnave otrok in mladostnikov zasvojenih z nikotinom žal še ni optimalno zastavljen. Starši naj se obrnejo na otrokovega pediatra oziroma šolskega zdravnika. Priporočamo tudi centre za duševno zdravje otrok in mladostnikov v zdravstvenih domovih po Sloveniji. Teh je trenutno 18 in sicer v naslednjih krajih: Brezovica, Celje, Domžale, Idrija, Jesenice, Ljubljana, enoti center in Vič Rudnik, Maribor, Murska Sobota, Nova Gorica, Ormož, Piran, Posavje, Postojna, Ptuj, Ravne na Koroškem, Škofja Loka, Trbovlje in Velenje. Se pa ves čas odpirajo tudi novi. Informacije o teh centrih lahko dobite na spletnih straneh Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Pomoč lahko starši poiščejo tudi pri strokovnjakih v centrih za promocijo zdravja oziroma v zdravstveno-vzgojnih centrih v zdravstvenih domovih po Sloveniji. Njihove kontaktne podatke pa lahko najdejo na spletni strani Skupaj za zdravje. In morda še za konec, kako naša zakonodaja regulira izdelke, o katerih smo danes govorili? Elektronske cigarete in ogrevane tobačne izdelke naša zakonodaja regulira dokaj podobno kot običajne tobačne izdelke. Zanje velja prepoved oglaševanja, razstavljanja, promocije, sponzorstev in donacij. Prepovedana je njihova uporaba povsod, kjer je prepovedano kajenje. Prepovedana je prodaja mladoletnim, potrebna so dovoljenja za prodajo. Velja prepoved prodaje po internetu. Imajo pa elektronske cigarete in ogrevani tobačni izdelki samo besedilna zdravstvena opozorila, torej brez slik oziroma fotografij. Zaenkrat zanje tudi ne veljajo prepovedi arom. Nikotinske vrečke trenutno zakon še sploh ne regulira. V predlogu sprememb zakona, ki je trenutno v obravnavi, pa so vključene tudi nikotinske vrečke, vključuje pa predlog zakona tudi prepovedi arom v elektronskih cigaretah in ogrevanih tobačnih izdelkih. Super, najlepša hvala. Upava, da sva vam danes vsaj malo bolj predstavili
novejše izdelke s tobakom in nikotinom ter njihove škodljive učinke na naše zdravje. Več informacij o tovrstnih izdelkih najdete na naši spletni strani www.nijaz.si. Hvala, ker ste bili z nami. Z vami sem bila Alja in lep pozdrav do prihodnjič.